Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, dobrodošli v podcastu. Z vami sem Mateja Trun-Hrvatin. Danes je z mano gost, ki je v zadnjih 2 desetletjih zaznamoval Slovenijo z več kot le eno vlogo. Spoznali smo ga kot igralca, kot imitatorja, kot glas Radia Ga-Ga in kot Srpetinška, Gorenca, ki je znal povedati po svoje. Nato pa se je menjala vloga, ne pa oder. Župan, predsednik vlade, minister in danes evropski poslanec. Z mano je Marjan Šarec. Lep pozdrav. Lep pozdrav, poslanec Šarec, in zelo lepo dobrodošli v našem podcastu. Hvala za povabilo. Z veseljem. Po letnem času, ko se že počasi pripravljamo na bolj prijetne teme, malo mimo iz vsakdanjih, tako da me veseli, da ste me povabili zdaj. Vsekakor, z najlepšim veseljem. Skozi življenje ste dali različne vloge in mislim, da vas Slovenci poznamo po vaši neposrednosti, po vaši iskreni drži, po vašem značilnem tonu. In danes ne bova govorila, bom rekla, samo o politiki, ampak nekako tudi o vaši življenjski zgodbi, ki je verjetno zaznamovala tudi, bom rekla, trenutne odločitve oziroma življenje, ki ga imate sedaj. Namreč začeli ste od satire, sedaj ste v Bruslju, začeli ste z radijskim mikrofonom in sedaj ste v evropskih dvoranah. Ja, vmes je bilo pa še marsikaj, res je, pač pot je bila zanimiva. Sicer morava povedati, da verjetno ljudje mojo pot zdaj že kar poznajo, tako da verjetno bova težko kaj bistveno novega povedala, morda pa tudi. Je pa res, da sem glede na svoja leta, sem kar precej dosegel, včasih se ozrem nazaj in v 15 letih politike pravzaprav je to moja 5. funkcija, tako da je kar zanimivo, ja. Vsekakor, na koncu koncev tudi, bom rekla, vaše otroštvo je bilo recimo drugačno od običajnega, namreč bili ste v rejništvu, potem so vas posvojili, že morda tudi te, bom rekla, že najzgodnejše faze so vsekakor verjetno vplivali potem na odločitve. Zagotovo, človeka to tudi izoblikuje, zagotovo, če imaš življenje. Dobro, veste, nisem edini. Ljudje imajo, če bi šla zdaj le po ulici ljudi spraševati, kakšno so imeli otroštvo ali pa kakšno imajo danes življenje ali kakorkoli, bi našla 1001 zgodbo, tako da vsak piše svojo zgodbo, vsaka je zahtevna, lahko težka, otroštva takšna in drugačna. Res pa je, seveda, da je to specifika, če doživljaš otroštvo na tak način. Sicer moram povedati, da sama posvojitev ali to dejstvo ni vplivalo zdaj neposredno, da bi rekel, da se zdaj zaradi tega kaj drugače počutim. Nikakor ne, ker ni bilo tako kot, ne vem, v kakšnih družinah, ko to skrivajo, pa so potem šoki, pa težave in tako. Jaz sem to dejstvo že od začetka mi je bilo to jasno, tako da s tem pravzaprav nisem imel težav. Drugače pa ja, zanimivo, da sem ubral res popolnoma drugačno pot kot kdorkoli v družini. Nihče ni bil prej ne igralec, ne politik, ne nič takega, in to je bila, pravzaprav sem lahko vesel in zadovoljen, da mi je uspelo, kar mi je uspelo brez tega. Vedno je grenak priokus, tudi če ti starši nič ne zrihtajo, pa če si otrok nekih staršev, ki nekaj so, je potem pri ljudeh vedno vtis, da to so mu starši zrihtali, to je na ta način lahko prišel do česarkoli. Meni tega k sreči mi je bilo to prihranjeno, tako da sem imel pravzaprav kar tudi nekaj sreče pri tem. Igralska akademija, tja je kar precej težko priti na vse zadnje, in sem delal 2-krat sprejemne.
Tako da je osip pravzaprav tam že na sprejemnih, kasneje pa nekako tudi letniki majhni, ne? In je to neka specifika in zagotovo je bil že to velik uspeh. Seveda ne bom rekel, da so ljudje govorili, pa ne zakaj to, pa daj kaj drugega, pa psihologinja v šoli, daj nekaj, da boš sploh šanse imel, pa take zgodbe, ne, sej to se vsi soočamo. Pa če bi človek poslušal vedno druge ljudi, ne bi nikamor prišel, ne? Ker ljudje so pač, to je že treba pošteno povedati, ljudje so taki, ne? Če si revček, če nič nimaš, rečejo, glej ga, nič nima, nič ni naredil, nič ni od njega. Če kaj imaš, če si kaj naredil, če štrliš iz povprečja, spet ni prav, ne? Ker potem pa rečejo, ja, njemu je lahko, ali pa ne vem, odkje je denar, ali pa vse to so zgodbe, to nisem edini in ne prvi, ki je to ugotovil. Tako da, če se na ljudi oziraš pač in ne slediš svoji poti, tisti, ki misliš, da je prava, ali pa da si nekako, da bi bil sposoben to delati, potem pač obtičiš, ne. In jaz sem, ko sem srednje lesarske prešaltal, po domače povedano, na igralsko akademijo, tudi nisem bil prvi, ne. Sej Gojmir Lešnjak Gojc je delal lesarsko šolo, režiser Vinči Vok Anžlovar, potem še kar nekaj jih je bilo iz umetnosti, tako da to spet ni neka nenavadnost. To je mogoče nenavadno komu, ki pač živi v nekem svojem svetu, pa ni nikogar, ni nikdar prebral teh stvari ali pa se niti zanimal in potem mu je vse čudno, a ne. Drugače pa to ni tako nenavadno. In potem seveda politika je bilo spet isto, pa ne v politiko, pa ne to, pa ne ono, pa ne tretje, ne. In včasih pač ne smeš ljudi preveč spraševati ali pa se ozirati, moraš narediti po svoje, ne. Točno tako, ja, namreč marsikdo se kdaj sooča, bom rekla, s kakšnimi težavami, tudi z odločitvami, ko gre iz osnovne šole v srednjo šolo in takrat, bom rekla, še tudi nismo mogoče bili dovolj ozaveščeni o tem, kaj vse obstaja, ne? In potem, ko smo v srednji šoli, vidimo malček širšo okolico, spoznamo mogoče tudi različne ljudi in potem vidimo, da pa morda pa je še kakšna druga pot, ki bi jo najraje obrali, ne? In pri vas je to ravno zanimivo, kar je mene osebno zelo fasciniralo, no? Ker ste zbrali zelo igralsko kariero na začetku, ne? In potem kasneje seveda pa ste bili tudi na radiju, ne? In urednik na RTV-ju in kot tudi novinar. Ja, jaz sem po končani akademiji se hitro preusmeril v te, bom rekel, iz gledališča v te bolj moderne medije. In ja, srečanje s Sašom Hribarjem tam nekje leta 2003, dobro, čeprav sem sam že prej delal na TV Popru recimo, 2003-2002 sem delal na TV Popru v Kopru, sem se vozil v Koper vsak teden. Tam smo snemali. Tako. Ja, to so bili Boris Devetak, Boris Kobal, Sergej Verč, to je bila taka ekipa zanimiva, tudi Gojc je sodeloval takrat. Tako da 2 leti je trajalo to snemanje. Ja, drugače sem začel leta na televiziji RTV Slovenija 2001. 2001, ko me je k sodelovanju povabil Mario. Takrat je imel nedeljske oddaje, te zelo gledane oddaje, zelo dobro narejene oddaje. Za mene še vedno, če me vprašate tako iz tega vidika, Mario Galunič, Miša Molk, to so neka imena, ki so znala delati te oddaje, ki so jih delali tudi zelo resno. Ne? To je bila zelo resen pristop in vsako nedeljo zvečer priti v domača okolja, v domove in narediti nek šov, to ni bilo kar tako. Tam sva začela z Deso Muk, ne da bi se prej poznala v živo, 5-minutna rubrika je bila
nisva ne zvadila nič in sva kar, jaz sem igral nek lik in seveda se je skoraj začela smejati vmes, ne. In to je bila pravzaprav kar audicija v živo. V živi oddaji in od takrat naprej sem redno sodeloval, rad sem delal s tisto ekipo. Marija izjemno cenim kot profesionalca, kot človeka, ki ve, kako se stvarem streže, in to so bili neki časi, ko je bilo, pa ni tako daleč nazaj, ampak je bilo pač vse drugače. Tako da tam sem začel svojo televizijsko pot, potem, kot sem rekel, TV Popper. Potem sem srečal Saša Hribarja, tam nekje leta 2003, spet prišel k njemu, je rekel, pridi, ko sva eno predstavo, sva skupaj delala z Violeto Tomič. Violeta Tomič je bila zraven tudi pri tisti predstavi, sej dobro, predstava je bila, kakršna je bila, ampak ekipa je bila super. In sva se s Sašom takrat srečala, za to srečanje sem še danes izjemno hvaležen. In Sašo me povabil v oddajo in takrat od leta 2003 do 2010, ko sem bil izvoljen za župana, sem pač bil redni sodelavec v tej ekipi. Vmes seveda delal še na televiziji. Vmes smo snemali še televizijsko oddajo Hribar. Tam se nisem toliko našel, ker so bile tiste animacije računalniške, pa je bilo vedno kakšne tehnične težave in to, tako da tisto mi ni bilo tako všeč. Je pa bilo to neko pionirsko obdobje. Bojan Kranjc, urednik, fenomenalen televizijski človek, ki je bil premalo izkoriščen. On je bil urednik, bila sva v isti pisarni. No, še prej moram povedati, da sem bil na radiju, sem imel narodno zabavno oddajo, katero sem tudi rad delal. Potem sem se prezaposlil iz radija na televizijo. Takrat kot opomnik, mimogrede, takrat je bil pomočnik generalnega direktorja oziroma direktorja televizije Igor Pirkovič. Tako da tudi me je on takrat prezaposlil na televizijo in Igor Pirkovič je pravzaprav zaslužen za takrat, da je moj lik, ki ste ga omenili, Serpentinšek, da je ugledal tudi televizijsko luč sveta. Sašo Hribar je dal pa temu liku ime. Jaz sem imel lik, sem prišel na oddajo in sem rekel, Sašo, imam enega tazga narejenega z več skupaj rezervnih delov. Ja, super, to dobra, ta logika, ta prava. Kako se pa imenuje, sem rekel, ja, to pa ne vem, to pa nismo še, pa pravi Sašo, ja, naj bo Serpentinšek. In od takrat je bil. Tako je nastal to ime. To sem vas hotela vprašati, kako je nastal tale lik. Pa ga še tako ponašate? Zdaj ni neke prilike. Od 15 let sem v politiki, oziroma novembra bo 15 let, še ni čisto 15 let, in ko sem šel v politiko, sem pač rekel v Kamniku, če bom izvoljen za župana, bom prenehal z nastopi. To sem tudi naredil, dejansko čez noč. Ker se mi zdi korektno do ljudi, ki so te izvolili na neko funkcijo, da jo opravljaš 100%. Jaz sem namreč izjemen nasprotnik tega, da imajo ljudje po ne vem koliko funkcij in potem nikjer orang, kot se reče. In jaz sem bil tudi en redkih županov, ki je zagovarjal, se pravi, nezdružljivost poslanske in županske funkcije, ker menim, da že fizično to, če pustimo ob strani vse tisto, da ima nekdo večji uvid v zadeve in da lahko kaj več po domače zrihta, že fizično je to nemogoče, oziroma nihče mi ne bo rekel, da je možno delati toliko stvari hkrati kakovostno. Tudi ne razumem ljudi, ki so po ne vem koliko nadzornih odborih pa povsod. Tako da sem ljudem obljubil, če bom župan, bom župan. Tako.
Ne morem jaz gledati na to, da bom, ne vem, čez dan nekaj županoval, potem zvečer bom nastopal in ne gre. Ne. In res sem se županski funkciji posvetil tako, kot je treba, čez noč pustil prejšnje življenje in potem 8 let bil župan in potem se je ostalo kot ste našteli in kot je tudi ljudem znano. Tako da to je v bistvu Kaj ste pa v teh 2 mandatih, ko ste bili župan, recimo najbolj ponosni, oziroma kaj ste, bom rekla, največ vložili v tem času, da se tudi tega najbolj spominjate? Ja, jaz sem prevzel občino takrat, ko je bila tista prva kriza, tista, ki je generirala iz leta 2008, pa se je v Sloveniji kar vlekla. Se pravi, ni bilo denarja, ni bilo povprečnine, ničesar ni bilo. Ne? Tako da danes župani, če bi imel jaz toliko povprečnine, kot jo imajo danes občine in vse, bi bil kar zadovoljen. Najprej, ko sem prišel na občino, sem si za 4% moral po dekretu znižati plačo. Vsi smo si takrat nižali, ne, zaradi pač varčevalnih ukrepov. Ja, in takoj sem pristopil k projektu, ki je že tekel, se pravi nadgradnja čistilne naprave Domžale Kamnik in kanalizacija in vodovod v občini Kamnik in seveda 6 občin skupaj. Kamnik je bila vodilna občina takrat. To pomeni, da gre ves denar čez kamniški proračun, da je treba vse in sem ugotovil, da smo mi kar precej zadej. Mi smo morali služnostnih pogodb z lastniki podpisati, ne vem, 600 ali koliko ali še več, pa nismo imeli, pa v zamudi bili pa tako naprej. Projekt je bil pa nekje 40 milijonov za 6 občin, 18 milijonov samo v Kamniku. In je bilo, se pravi, 85% sofinanciranje strani Evropske unije. Predstavljajte si, da to pade, da tega ni. Ne? Se pravi, to me je zaposlovalo nekih 6 let, je bilo ves čas nekje zadaj, ne. Potem recimo Stari grad v Kamniku, prej je bil nek najemnik, ki je pač vse uničil, ki je imel milo rečeno čuden odnos do občanov, skratka bilo je vse zabarikadirano. Tudi to je že teklo na sodišču, ko sem prišel, potem smo po ne vem koliko letih, tudi njih 6 ali kolikih uspeli ga, oziroma mislim, da je bilo, ja, nekaj let je trajalo, da smo ga spravili ven. No, in potem sem dal poziv kar na Facebooku, da bomo očistili tiste, na prvo žogo očistili to, kar smo dobili, ker je bilo res katastrofa in se je javilo preko 100 občanov in smo neko soboto imeli delovno soboto. Tako da, lepo. Ja, in smo imeli neko čistilno akcijo, smo zadeve spucali, po domače povedano potem smo pa še malo imeli muzike, pa malo pojedli, pa popili. Skratka, izjemno fino druženje vseh skupaj, vsi smo res bili zagnani, tako da smo spucali takrat zadevo do te mere, da smo potem so šli pa razpisi. Podžupan Igor Žavbi je takrat prevzel ta projekt obnove, se pravi razpisi to, in smo uspeli lokal obnoviti, urediti, se pravi, da spet danes ljudje lahko hodijo tja, da so dobrodošli, ne, in da je res ena lepa lokacija, tako da Stari grad nad Kamnikom je zagotovo izjemno zanimiv. Vmes je imel spet zdaj nekaj težav z najemniki in tako, veste, težko je nek lokal, moraš kar precej kav prodati, da se preživiš. In to je en tak lep projekt, potem pa še en kup drugih. Spominjam se ene peš brvi, Perovski most, vmes je šel skoraj izvajalec v stečaj, skratka, in sploh. Potem smo naredili tudi eno osnovno šolo, Toma Brejca, za 10 milijonov. Praktično novo naredili, 3 stene so ostale zaradi Zavoda za kulturno dediščino, ampak so še potem ugotovili, da če bi še tisto podrli, nismo morali potem še dobetonirati, pač izvajali smo te ukrepe, skratka naredili to šolo.
Tako da je potem v končni fazi kar nekaj projektov, ko pogledaš in na občini pač najbolj realno vidiš in vidiš rezultat dela. Tako, rezultat most je ali ga pa ni, ne? Cesta je ali jo pa ni. Ne? Tako, ne moremo si izmišljati, da je nekaj, česar ni. Tako. Se pravi, ste poskrbeli tudi za druženje med ljudmi, kot sem razumela, ne? Recimo, kakšne skupne akcije, je bilo teh več? Ali? Mislim, da prav veliko jih ni bilo, ampak ta je bila res izjemno odmevna, res prijetno vzdušje in mislim, da tega manjka. Sej ni fora v tem danes, da pravijo, prostovoljno delo. Sej prostovoljno delo vedno mora biti in vedno bo moralo obstajati za to, da bo ravno zaradi tega občutka zadovoljstva, da si nekaj naredil, da si naredil za ljudi. Tako da takrat so se občani res izkazali in to so dobre zgodbe za krepitev vezi med ljudmi. Tam se tudi pozabi politika. Veste, najbolj trapasto je, ko vidim dva, ne vem, prijatelja ali znanca ali karkoli in se gresta skregati zaradi politike. En je za Janeza, drugi je za Roberta, tretji je za ne vem koga in potem se ona dva kregata. Ne, mislim, to je največja neumnost. Ne moreš, če ti je to toliko pomembno, potem ni vredno, da sta prijatelja. Ne. Točno tako. In tudi s tem namenom je fino, da se ljudje družijo, da se malo pozabi, kdo je za koga. Ne. Sej, naj se gre na volitve, takrat, ko je čas za to, naj se izvoli vmes, pa res nima smisla. Ne. Ja, tako je. Boljše uporabiti ta čas za kaj bolj koristnega. Tako. In za drugačno druženje. In potem ste šli pa naprej, politično seveda. Ja, potem sem se odločil, da bom kandidiral za predsednika republike. 2017 je bilo, sem napovedal kandidaturo. Seveda takoj deležen spet, kaj bo ta navaden župan, pa komik, pa ne vem kaj vse sem poslušal. No, na koncu je bilo tako, da mi je samo 3% zmanjkalo do zmage v bistvu in sem kar ponosen, da smo uspeli tedanjega predsednika Pahorja kar precej namatrati. Ker jaz mislim, da si vseeno ni predstavljal, da bo to tako potekalo. Jaz si ne delam utvar, da so to vse moji glasovi. Moji glasovi so bili tistih 25% v prvem krogu. Tisto dodatno, kar sem dobil v drugem krogu, je bilo potem anti-Pahor. To morava že priznati, da ne bo kdo mislil, da si jaz umišljam, da so bili vsi to moji glasovi, tako kot danes nekateri, ki sem toliko dobil, ne? Tudi imamo kakšnega poslanca, ki reče, sem toliko dobil v svojem okraju. Bolj verjetno si dobil na ime predsednika stranke kot nase, ampak pustimo to ob strani. Skratka, treba je ostati tako realen, da veš, da ne bodo kar vsi v nezavest padli, ko se ti pojaviš. Skratka, bil je kar dober uspeh, potem smo se takoj odločili, sem že takoj povedal, gremo na parlamentarne volitve. Cilj je vstop v parlament. Jaz nisem govoril o zmagi in o vodenju vlade, jaz sem vedno govoril o vstopu v parlament. Za razliko od nekaterih, ki jih gledamo danes, ki že se mesece in mesece napenjajo in pač govorijo kako in kaj in pa se bo še malo pogovoril s tem, pa z onim, pa s tretjim. Mislim, meni je to nepojmljivo. Jaz menim, da je treba odločitev sprejeti, da če misliš tako, da moraš, da si poklican za to, da boš ti vodil državo ali karkoli, da moraš pač se odločiti ne zdaj, da se boš prav dolgo pogovarjal pa ne vem kaj počel. In mi smo to naredili. Mi smo naredili svojo stranko že leta 2014. Ja. Praktično dejansko iz nič. Mi dejansko nismo imeli nikoli nekega denarja, pa za kampanje mi smo takrat za predsedniške smo porabili 50,000, za prve parlamentarne tudi nekaj veliko več.
Tako da, ki tudi nismo imeli, ampak izplen, se pravi, glede na vložen denar in potem število mandatov, je bil zelo dober. Pač zame, ko sem videl rezultat samo 13 poslancev, to je krasen rezultat za biti koalicijski partner. Zagotovo, to je super rezultat. Ne, za to. Za vlado voditi pač ni, ampak okoliščine so tako narekovale, da smo bili prva stranka na tej strani in smo šli pač sestavljati vlado. Vprašanje, če bi danes, če bi človek vse vedel, če bi se tega lotil na tak način, vprašanje, če bi marsikaj drugega še tako naredil, ampak ja, tako je pač bilo. In mi smo to naredili in naredili smo lastno stranko v moji vasi, v Domu kulture takrat, leta 2014 za lokalne volitve in tako sem šel jaz na predsedniške že s stranko, samo ni bila še parlamentarna. Skratka, a veste, to je tako kot pri gasilstvu, ne? Najslabša je neodločitev, ne? Ti se moraš, če si vodja intervencije, se moraš odločiti, pa ne veš, a si se prav, lahko se tudi narobe, samo neodločitev je najslabša in to, ko gledam danes tipanja, no, to se toliko tipajo, da je to neverjetno, ne? Pa tipajo teren, pa kako bo. Mi nismo takrat nič vedeli, kako bo, ne? Dobro, so mi učitali, ja, Kučan sestavil, meni ni nič Kučan sestavil, niti ne bi hotel, ker menim, da je tudi čas, da gremo naprej vsi skupaj, ne? In da pač nekateri ljudje, ki so že kar dolgo na sceni, da vendarle nimajo odločilnega glasu. Je pa to, kar sem slišal zadnjič od bivšega predsednika Pahorja, spet o teh stricih, ne? Glejte, jaz nisem imel nikoli problema s tem. Jaz sem imel probleme, da sem imel samo 13 poslancev, da nisem imel večine, da sem bil velikokrat odvisen od levice, ali bo ali ne bo podprla, sej zaradi levice, dejansko takrat je naša vlada padla, ko nismo imeli več podpore, z nekimi strici pa res ne? On je imel pa 30 poslancev, za Boga milega, ne? In če takrat ni šlo ne potem govoriti o stricih, ne? In ta izjava, to vidim bolj kot pomoč Janši, ne? Da utrjuje tisto njegovo tezo, kako na tej strani sestavljajo zadeve strici in tako naprej, ne? Pa mislim, da ni čisto tako. Dobro, to, kar je naredil gospod Prebilič, da je povedal, s kom vse se pogovarja, sej lepo, da je povedal, samo očitali mu pa bodo ravno to, ne, kar govoriva. Tako da ja, naša pot takrat je bila ne ravno lahka, pa ne enostavna. Prišli smo v parlament, bili smo prisiljeni praktično sestavljati vlado, jo potem leto pa pol tudi voditi. Veste, mi nismo imeli niti toliko večine, da bi zakon o vladi sprejeli na začetku. To so levica ni bila za in je bilo konec. Ja, ni šlo niti. Osnovne zadeve. Ja. Ne? Osnovne zadeve so ti bile problem. Kako boš potem kaj naredil? Ne? In smo pač leto in pol to vodili, potem sem jaz rekel, da je dovolj. In ja, potem smo šli v opozicijo. Tam so bili pa verjetno spet drugi izzivi, ne? Verjetno tudi to ni bilo ravno lahko. To pa ne bi želel več ponoviti kakšne kul koalicije, ker to je pa to je bilo pa muka. Poseben izziv verjetno. Poseben izziv, ne? To se je bilo treba vse nekaj dogovarjati, pa zdaj, če si čakal, ni bilo nič narejenega, če si kaj naredil, so pisali povsod, Šarec solira, Šarec ruši enotnost opozicije, Šarec to, Šarec ono. In seveda, toliko časa smo se
vrtel okrog svoje esence, pa se šli pa smo se zmenili nebo izjav pred kamero, pa seveda nekdo si ni mogel pomagati, pa je šel pred kamero. Pa, ne, sej že vlado smo tako sestavljali. Smo rekli, ne bomo hodili pred kamero, pa je nekdo videl kamero, je moral iti pa povedati. In potem sem moral vsak dan sestavljanja vlade hoditi pred kamero in govoriti nekaj, pa nič povedati. A veste, ne moreš ti v procesu, vse ste videli potem, ko sem jaz odstopil, kako je Janša sestavil vlado. Tako kot se to sestavlja, se pravi, da se dogovoriš v miru in potem poveš. Mi smo pa to črevili in črevili mesece, 3 mesece in pol, in se pogajali in ne vem kaj vse, enkrat v Kamniku 14 ur, enkrat 10 ur, potem je Nova Slovenija, seveda, ko je edina vedela, katere resorje bo imela in drugi še nismo nič vedeli, potem izstopila iz pogajanj. Mislim, to je bilo res konfuzno. Totalno kontra mojemu načinu, kako bi jaz to delal. In v koaliciji seveda enako. In jaz, se pravim, nimam proti nikomur osebno nič, fajn dekleta in fantje, ampak ne, ni čudno, da je Svoboda zmagala, kakor je zmagala. Ker to, kar smo mi prelagali iz votlega v prazno, je res, ne bi želel v življenju več česa takega ponoviti. Se pravi, samo to lahko rečemo. Ja, razumem. Danes to distanco. Tako. No, ste pa verjetno iz tega vsega tudi se marsikaj naučili oziroma točno veste, kaj ja in kaj ne in gremo naprej. Ja, naučil sem se, da življenje ni praznik, ne? Če nekaj drugega. Življenje ni potica, tako. Tako. No, sicer pa potem ste pa presedlali na ministra za obrambo. Ja, takrat smo potem, ko nismo prišli v parlament, seveda sem videl, da, mislim, eni so jim rekli, da bili zunaj parlamentarna stranka, pa da bi to, ampak to, a veste, nihče ti ne garantira potem povratka v parlament in ko si zunaj parlamentarna stranka, je pač, mislim, sam v tem ne bi videl smisla, ker ne bi videl smisla v tem, da imam ravno toliko, da imam za svojo plačo na stranki in potem to zame to ni. No in smo se potem odločili, da se združimo z gibanjem Svoboda, ker ves čas so bili ti pritiski 3 liberalne stranke, se pravi SAB, SMC, LMŠ, združiti. In ko sem še vlado vodil, so bile vmes evropske volitve, to so bili strašni pritiski od vseh, da je treba liberalne stranke združiti, da je treba eno listo narediti, da potem bojo pa 4 mandati, pa ne vem, kaj sem vse poslušal. No, jaz sem se odločil, sicer takrat sta mi verjetno tudi precej zamerila ostala predsednika ostalih 2 strank, ampak odločil sem se, da grem svojo listo samostojno, že iz logističnih razlogov. Ker kasneje je samo potrdil, kako je v Španoviji delati. Mi se ne bi mogli potem zmeniti, kdo gre na televizijo, kdo bo kaj financiral, in meni je takrat, ko smo se mi to pogovarjali, preletelo čez glavo spomin na tisto poletje 2018, ko smo mi vlado sestavljali in se rekel, to pa ne. In potem seveda, kako se bomo mi to vse uskladili, ne mogoče za moje pojme. Jaz sem pač bolj storilnostno naravnan. Jaz nisem, seveda dialog je fino, dialog mora biti, sploh v demokraciji. V demokraciji, če ni dialoga, nima smisla, ampak največkrat po mojih izkušnjah je dialog samo izgovor za to, kako nikamor ne priditi. In preden bi se mi kaj zmenili, to bi bile že 2 volitve mimo. No, in sem se odločil za svojo listo in dobil 2 evropska poslanca takrat, kar je bil velik uspeh in sem bil resnično iskreno vesel tega. No,
Skratka, hotel sem povedati, da ti pritiski po združevanju teh sil, to sem poslušal vsak dan. In veste, če bi jaz ostal zunaj parlamentarna stranka, ali pa tudi, če bi mi prišli v parlament leta 2022, ne vem s koliko, 4, 5 ali koliko poslanci, takoj bi bili pritiski, da se je treba združevati. Saj to ne bi bilo nič drugače. In seveda Gibanje Svoboda kot velika stranka, veliko poslancev, potem potrebuje tudi kader, zagotovo. In tako smo obe stranki, ki smo se združili, pravzaprav prispevali svoje kadre in danes je ta liberalna sredina združena na ta način. A ne? Tako da pravzaprav, vse veste, na koncu človek obrača, Bog obrne. A ne? In potem me je predsednik vlade pač mi je ponudil Ministrstvo za obrambo, ki ga ne bi sprejel, če ne bi mi bilo to blizu. Meni so te teme blizu in mi je tudi ta resor všeč zato, ker je pač organiziran, ker so notri tudi je civilna zaščita, vojska, gasilci, se pravi vse te veje. Za razliko od drugih držav, kjer je ponavadi to pod notranje ministrstvo. In kaj kmalu, že leta 2022, ko je bil požar na Krasu, se je izkazalo, da je kar dobro, da vodim ta resor, da lahko pripomorem svojimi, dobro, jaz ne bom trdil, da sem zdaj najboljši gasilec v Sloveniji, nasprotno, ampak vem pa neke zadeve, pa razumem, kako vse stvari potekajo, predvsem sem pa hotel, da vojska prvi dan na terenu, a ne? Ker prej se je to, ker sej zakon se nič spremenil, samo ni bilo neke volje pri civilni zaščiti včasih, da takoj aktivira, ne? Ker civilna zaščita mora aktivirati. Tako da takrat na Krasu smo kar malo ta sistem spremenili, so bili takoj, sicer še ne takoj, kot bi lahko bili, ampak ja. In smo pač je šlo parkrat precej za nohte, ogenj je bil že blizu naselij. Ugotovili smo tam tudi, da aviacije nimamo svoje, vedeli smo, da je nimamo in da ta odvisnost od drugih ni dobra. In tam je tudi ta požar na Krasu je prinesel to, da smo mi kupili lastno letalsko silo za gašenje, kar je izjemno pozitivno. No, še bolj pa seveda 2023, ko so bile poplave. Tiste poplave so bile tisto so kar zaznamovali. Tako, to so bile kar hude poplave, to je bilo nek dogodek, ki ga nismo bili dotlej vajeni, zlasti po silovitosti, po hitrosti naraščanja vode in intenziteti padavin. In tam sem lahko spet odigral neko vlogo, na katero sem ponosen. Nikakor ne morem trditi, da je to vse zaradi mene. To je zaradi ekipe, zaradi mnogih ljudi, ki so delali na terenu. Sem pa opravil neko koordinatorsko vlogo in neko, se veste, če minister nekaj ustraja na nečem, je drugače, kot če gre vse svojo pot. Tako da že ti dve moji vlogi takrat ob obeh težkih naravnih katastrofah sta se izkazali da je bilo vredno pač prevzeti ta resor in se z njim ukvarjati. Da ne govorim seveda o razvoju Slovenske vojske, tudi s to modernizacijo. Mi smo, ko smo leta 2022 je imel ta resor 2 milijona za raziskave in razvoj, leta 2023 je imel že 12 milijonov, danes jih ima že 23-24, se pravi povečali smo sredstva za raziskave in razvoj, ker menim, da je treba slovensko industrijo, obrambno industrijo krepiti. Mi imamo precej tega,
Sveda ne bomo svetovna velesila, sej niti nismo 100-milijonska država, ampak tisto, kar imamo, pa lahko precej dobro zapolni naš BDP. In če bomo, ker zdaj smo samo pred dilemo, bomo kaj imeli od tega, kar se dogaja v svetu, ali pa nič. Ali pa nič, ja. In mi smo precej dobro se tega zavedali in danes imamo precej dobro industrijo in z visoko dodano vrednostjo in to lahko polni naš BDP, ki bo potem ta denar na voljo za druge, se pravi za šolstvo, za socialo tudi, ne samo za, se pravi preko obrambne industrije do denarja tudi za druge zadeve. To je bila nekako naša ideja in to nekako se tudi zdaj izvaja. Tako, to so tudi, bom rekla, nekako realne zadeve, ki se dejansko lahko tudi speljejo, ne? In potem tudi za vse državljane dobro, tudi na drugih področjih, bom rekla, kot ste omenili, se pravi izobraževanje, zdravstvo in tako naprej. V bistvu ste se kot minister soočali kar z nekaj težavami, pa tudi vojna v Ukrajini je bila recimo takrat se je začela leta 2022. Ja, nič ni nobenega miru dejansko bilo. Dobro, ko sem prišel na ministrstvo, je vojna že trajala. Ja. Zadeve so se že spreminjale precej, ne. To zavedanje, ki je Evropska unija je raslo, ne. Evropska unija ima pač ta problem, ne, da smo mi v preteklosti smo imeli pač ljudi, ki so v želji za dobičkom in vsem tem vse preselili na Kitajsko. Ne? In danes je rezultat ta, da USB ključek kupiš in ima škodljivo programsko opremo, ne moreš kupiti evropskega mobilnega telefona, nimaš evropskega operacijskega sistema računalniškega, ne? Evropska unija je postala zelo odvisna od drugih. Ne? Ni to 30 let nazaj, ko je Kitajska bila šibka, ko je bila Indija šibka, močne so bile Združene države Amerike in Evropska unija, potem se pa končalo. Ne? Danes je pa to druga zgodba. Imamo Rusijo, ki sicer gospodarsko ni močna, je pa težavna ta hipa, ne, če tako uporabim ta izraz. Imamo tudi v teh ključnih prestolnicah sveta, imamo neke voditelje z velikim egom, ki vemo, kaj se danes dogaja in seveda ta svet okoli nas se rapidno spreminja. Rapidno. In jaz kar težko poslušam, ne, nekatere, ko pravijo, da smo vojni hujskači in da bi radi vojno in da bi ne vem kaj. Ni to tako, ampak podobno kot pri gasilski opremi. Če ti ne boš nabavil takrat, ko ni nič, če boš ti začel gasilsko opremo nabavljati takrat, ko že vse gori, ali pa ko je vsa voda že v luftu, pozno. Ne? Streha se menja v lepem vremenu, ne, ko dežuje in obrambni sistem je isto. Ne? In potem slišim včasih, več opreme, več orožja, več vojn. Ni čisto tako, kajti tudi tisti, ki pozivajo k diplomaciji. Ne? Diplomacija je dobra zgodba, če imaš za seboj neko realno moč. Veste, tudi Švica ima za seboj zelo močno vojsko. Švicarska vojska je izjemno močna. Odrasli, se pravi med 18 in 65 letom imajo vsi doma dolgocevno orožje. So dolžni enkrat na leto iti na streljanje, na usposabljanje, cela družina gre. Potem 4 tedne na leto orožne vaje, kot smo včasih rekli, in se usposabljajo z vsem, z oklepniki, s tanki, s pehoto, skratka z vsemi sistemi. In Švica je močno militarizirana država, da se razumemo. Potem ima pa tukaj še banke. Se pravi, to je neka podlaga, da ti rečeš, sem neutralen. Ja. In bodo tudi drugi to neutralnost spoštovali. Bilo je leta, mislim, da
ne vem, 40 ali kdaj, ne bom zdaj točne letnice vedel, ampak je Švica se bala, da bo Wehrmacht udaril čez Švico proti Zahodu in je takrat mobilizirala močno vojsko. Švica ima tudi ta sistem, da ob takih izrednih razmerah parlament izvoli tako imenovanega generala, ki vodi oborožene sile takrat, in to so vse naredili in so imeli na meji močno utrjeno vojsko v pričakovanju, da bo Wehrmacht udaril čez. No, to se potem ni zgodilo. In je že industrija potem pozivala k demobilizaciji, ker je manjkalo delovne sile. Druga zgodba je potem, da so trgovali do leta 1945 s Tretjim rajhom surovinami in tako naprej. Ja. Ampak ne. Veste, pri nas pa nekateri, diplomacija, super, ampak če imaš zadaj neko moč, tako, ne pa kar tako. Veste, pravijo nekateri, pa jaz sem za to, da se takoj neha. In v Gazi se mora prenehati, v Ukrajini se mora prenehati, povsod se mora prenehati, ker vojna nikoli ni prinesla nič dobrega. Vojna nima ene pozitivne stvari, razen morda za vojne dobičkarje, ki se vedno najdejo. Ampak vsaka država je pa dolžna braniti svoje ozemlje oziroma ga biti sposobna braniti. Slovenci smo to morali narediti. Leta 18 je moral to na nek način majster narediti, da nam je pripojil ozemlje. Leta 41 spet Goloroki. Leta 91 že nekaj več strukture v obliki teritorialne obrambe, kar je tudi zasluga Jugoslavije. Preveč se pri nas vse gleda črno-belo. A veste? In ta teritorialna obramba je tudi je potem in seveda slovenska takratna milica, današnja policija, to sta odigrali neverjetno vlogo pri osamosvojitvi. In osamosvojitve, kdor blati osamosvojitev in je ne priznava, je zame nedomoljub, da ne rečem še kaj hujšega. Hkrati pa priznavam, da je Jugoslavija imela različna obdobja in do takrat pač bila naša država, ker druge ni bilo. In takrat je pač tako bilo. Ampak v tej Jugoslaviji pač ni bilo več mogoče živeti slovenskemu narodu. Skratka, mi moramo imeti obrambne sile, usposobljene in biti tako, kot je rekla vlada Republike Slovenije, predvsem odporni. Gre za splošno odpornost, tukaj ne gre samo za število pušk, ampak gre za splošno odpornost. Sej nenazadnje bomo morali delati tudi na odpornosti proti podnebnim spremembam. Tako, to nas še čaka. To bo na koncu še za to preljubo človeštvo največja težava. In skratka, veliko je tega, in treba je delati na tem. Ko narava pokaže zobe, pa se skrijemo, ker smo včasih nemočni proti njej, namreč. Človek je izjemno šibko bitje. Nekateri mislijo, da pač ali da bodo večno živeli, ali da bo ne vem kaj vse, ampak človek je šibko bitje. Človek, saj vidite, pride visoka voda, pride požar, ker nič ni pomembno, katere stranke je kdo. Takrat je pomagajte. Pomagajte takoj zdaj, ampak če ni opreme prave, se tudi ne da pomagati takoj. Tako je, oprema mora biti. In varnostno-obrambni sistem je tako kot sistem zaščite in reševanja, ima to lastnost, da moraš ti kupovati takrat, ko nič ni. In seveda takrat ljudje ne razumejo. In ko pa nekaj pride, pa ta isti ljudje potem radi vprašajo, zakaj nimate, kako nimate. In očitki seveda potem padajo. Očitki, sej to zakaj se ni poskrbelo že prej. Prvič, to smo že vsi vajeni. To je tako živimo, je pa res, da dejansko pripravljeni moramo biti, da se potem lahko sploh soočamo s težavami takšnimi in drugačnimi, sploh pa, ko narava pokaže svoje zobe. In pa seveda, ko sami sebi pokažemo zobe, se pravi ljudje. To pa največkrat. Tako. In sedaj kot evropski poslanec, vaše življenje se odvija v Bruslju. Ja, v bistvu
Potujemo, vsak teden smo popotniki. Kako je to kombinacija družinsko življenje na koncu koncev, vaše poti? Nobenega problema pravzaprav. Jaz sem imel več težav, ko sem postal župan. Takrat so bili otroci majhni. Sta bili stari 3 in 1 leto. Večji izzivi. Tisto mnogo hujše. Danes to ni noben problem. V ponedeljek potujemo v Bruselj, v četrtek se vračamo, kadar je Bruselj, enkrat na mesec je Strasbourg, to je bil ta teden, recimo je bil ta primer, tja potujem z avtom, tako tudi v ponedeljek tja, v četrtek se vračam, in pa vmes so še kakšne delegacije ali kakšne take, to se gre pa potem pač v posamezno državo ali kakorkoli. Moja naloga je tudi biti stalni poročevalec Evropskega parlamenta za napredek Črne Gore in tako da tudi tja potujem, seveda, tudi to zajema moje delo, ker sem si pač zadal to tako, da ne da gledam zadeve vdaleč, ampak da resnično spremljam, da vidim, kaj se dogaja, da pač državo spremljam, da vidim, kaj ti tam je zadeva zelo zanimiva, če tako rečem, in se vsak dan kaj novega zgodi. Tako da tudi tja potem potujem pretežno z avtomobilom, ker mi to najbolj ustreza. Tako da tako v bistvu poteka to delo. Ni, da bi zdaj, dobro, nekateri poslanci tudi živijo v Bruslju, ampak jaz potem ne vidim nobene potrebe, niti ne vidim veselja v tem. Tako da živimo pravzaprav, imamo še vedno stik z domačo grudo. Delo je pač pestro, je takšno in drugačno. Zdaj, po enem letu te funkcije lahko rečem, da sem se navadil, da imam tudi, kot rečeno, sem poročevalec za Črno Goro, potem sem član tudi odbora za varnost in obrambo in nadomestni član odbora za zunanje zadeve in pa odbora za transport in turizem. Tako da tam opravim tiste naloge, ki mi jih dajo, tam vsaka politična skupina ima svojega koordinatorja v posameznem odboru in potem oni razdeljujejo naloge. Zdaj seveda, če ne sprejmeš, te ne more prisiliti, ampak načeloma je tako, da ti da nek tako imenovani fajl oziroma po slovensko dosje, ki ga pač Evropska komisija pošlje v parlament in potem Evropski parlament to obdeluje najprej znotraj političnih skupin, potem na odborih in seveda v končni fazi tudi sprejme na plenarnem zasedanju. In koordinator ti pač da neko nalogo, jo opravljaš in takšna je v bistvu ta stvar. Tako da ni neka raketna znanost, ni pa tudi vedno čisto lahko. Že termine uskladiti in tako, recimo pa potovanja letalska vsak teden, to zna biti malo utrujajoče zaradi zamud, zaradi nedirektnih linij včasih, zlasti v zimskem času. Tako da tako v bistvu poteka to. Ja, seveda. Nič posebnega, nič tragičnega. Ne, vsekakor nek nov izziv, ki se ga potem tudi sprejme. Pa kdaj recimo pogrešate tako, ko ste bili minister, ki je bila drugačna vrsta akcije? Recimo. Ja, to je čisto drugo delo. To zdaj je to trg dveh svetov. Jaz sem imel županska, ministrska, premijejska, to so funkcije, ki so izvršilne funkcije. Tako. Pravi, tam so funkcije, kjer ne smeš imeti ugasnega telefona, ker če ga imaš, je potem lahko problem. Ali pa, parlamentarna funkcija je pa vendarle drugačna. Tam ni akutnih zadev. Mislim, tudi če so akutne, se to ne šteje v urah. To niso poplave, kjer če helikopter ne bo rešil toliko in toliko ljudi, tako izjutraj bo kdo umrl. To parlament ni državni zbor, taka institucija, pa ni Evropski parlament. To je pač parlament.
Tako da ta razlika med temi institucijami zagotovo obstaja, ne. Jaz sem bil vajen bolj izvršilnih funkcij, se pravi, meni niso blizu te debate, da se pogovarjamo, kako bi se pogovarjali. Ne. Razumem, ja. Pač hitro zgubim potrpljenje pri takih zadevah. Ne. Zdaj, nekateri ljudje pa bolj v tem uživajo. Ne. Im je bolj važna pot kot pa cilj. Ne. Zdaj, je vse sorte. Ne. Tako da nas je kar nekaj bivših predsednikov vlad, tudi v parlamentu, ministrov, raznih ljudi, tako da je kar zanimivo. Bi lahko še kaj več povedali glede širitve pri Črni Gori? Ja, širitev je zagotovo zgodba, ki se že dolgo ni zgodila. Se pravi, 2013 je bila zadnja širitev s Hrvaško, potem pa ne več, potem se pa o njej samo govorilo. Ne? In širitev pa je tista esenca vsega, ne? Ker če se Evropska unija ne širi, pomeni, da se na tisti prostor širi lahko kdo drug. Ne? In sam se ukvarjam zlasti z Zahodnim Balkanom, konkretno s Črno Goro, sicer pa tudi mi niso tuje tudi druge države. In v preteklosti nekaj je bilo, da niso same države naredile svojega, v nekaterih primerih je bilo pa obratno, pa Evropska unija ni naredila svojega dela. Recimo Severna Makedonija je najbolj žalosten primer, kako bilateralno izsiljevanje oziroma zloraba integracijskega procesa za reševanje bilateralnih vprašanj strani sosedov lahko uniči proces. Severna Makedonija je bila tako imenovani frontrunner, to, kar je danes Črna Gora. Danes imamo v Severni Makedoniji 40% ljudi, ki so za Evropsko unijo, ker smo jim ubili voljo. Oni so, že če govoriva o Severni Makedoniji, to pomeni, da so spremenili ime. Katera država, ali zahodna, ali katerakoli, pa bi šla spreminjati ime. Pa so spremenili ustavo, ne vem kolikokrat. Pa Grkom pač dali vse, kar so terjali. Pa se je še 3 dni nazaj neka poslanka grška drla v parlamentu, da Makedonija je ena in je grška, ne, skrajne desnice, tako da vemo, kje smo. In zdaj ima Severna Makedonija težave z Bolgari. Bolgari so začeli tudi se obnašati tako, da imajo zahteve, in tam je ta proces, če mene vprašate, precej uničen in ne vidim kmalu kakšne rešitve. Tako da v tem času sta na dobri poti Črna Gora in Albanija. Če bo Albanija seveda zadostila vsem kriterijem. To, da je pa Črna Gora prvak med državami, pa ne pomeni, da bo tako tudi ostalo. Se pravi, mi ne moremo se zanašati na to, da so oni frontrunner in da je to izvršeno dejstvo. Daleč od tega. Vse bo odvisno, kako bodo oni poglavja zapirali. In ta meritokratorni sistem, način mora seveda obstajati. Ne moramo kar vsakemu reči, sej dobro, pa pridite, ne. Ampak po drugi strani se mora pa Evropska unija tudi zavedati, da je to geostrateško vprašanje. In če se Evropska unija ne bo razširila na Zahodni Balkan, če v tem mandatu ne bomo integrirali vsaj ene države ali pa 2, kateri 2 sem omenil, Črno Goro in Albanijo, potem bo to spet nek nekredibilen proces. Potem bodo druge države rekle, zakaj? Zakaj bi se matrali, če ni nobenega efekta? Je pa res, da nekatere države, pač pri nekaterih državah ne veš, kam želijo. Ne? Ampak jaz bi jim pač povedal, da njihovi državljani, ko gredo s trebuhom za kruhom, jaz nisem nobenega videl, da bi šel v Moskvo delati ali pa v Kursk recimo ali pa še kam. Ne? Pač vsi gredo na zahod. Tako. Tudi Republika Srpska, ki je del Bosne in Hercegovine,
se njihovi vozniki pritožujejo, da ne more dobiti dovolj dovolilnic za Evropsko unijo. Ne? On se ne pritožuje, ker ne more peljati v Astano, v Kazahstan. Ne? Se pravi, ve se, kje je njihovo mesto in ve se, kam želijo priti ljudje, prebivalci. Sej za njih delamo. Ne? Sej, če bi zaradi politikov to delali, potem verjetno bi to počeli drugače. Ampak ljudje so, zlasti v Bosni in Hercegovini, ki sem jo obiskal 2 meseca nazaj, ravno takrat, ko je bila izrečena sodba Dodiku, tam je precej žalostna situacija. Ne? Tam se bo treba tudi odločiti. Ne? Zdaj, to, kar se gre Dodik, zagotovo destabilizira zadeve. Po drugi strani imajo pa v hrvaškem delu tudi vsi hrvaško državljanstvo, pa volijo na hrvaških volitvah, pa imamo tudi 1 europoslanko iz Mostarja. Ne? Se pravi, treba se bo odločiti, ali želijo ti ljudje imeti svojo državo. Bošnjaki recimo so pa prestrašeni, ker oni pa nimajo kam. Nimajo kam. Ja. In zato se bo treba odločiti. Imamo državo, ki se reče Bosna in Hercegovina, smo 3 narodi, ki lahko živimo skupaj in ko tam enkrat ne bo več pomembno, katere narodnosti si, potem bo to normalna država. Da se pa mi še vedno zatekamo v oziroma se zatekajo v neke nacionalizme in veste, na Zahodnem Balkanu je nacionalizem izjemno nevaren. Ne? Ko pride do nacionalizma, je bilo vedno težava. Ne. Je pa seveda en diplomat dobro rekel, da Bosna in Hercegovina je država, kjer še preteklost ni popolnoma sigurna. Ja, točno tako. Še za njihovo preteklost ne vemo, kaj bo. Ne? Se pravi, pa ni samo Bosna in Hercegovina, je še kje ta primera. Ne? Skratka, Evropska unija, če ne bo dejavna na tem prostoru, predvsem z rezultati, da bo to delo nekaterih držav, ki ga resnično izvajajo z vso močjo, rodilo sadove, potem bodo tudi ljudje rekli, zakaj, za koga. Ne? In jaz sem bil na Evropskem svetu takrat prisoten, ko se ni začelo pogajanj z Makedonijo. Ne? In od takrat je šlo v Severni Makedoniji vse navzdol. Vse. In ne smemo si dovoliti, ker nestabilen Zahodni Balkan, ki ne sodi v okolje Evropske unije, je problem za vse. Veste, drugi bodo, in potem se bomo debelo gledali, ko bodo Rusi, Kitajci, pa še kdo tam pač doma. A ne? Ja, to so razni izzivi, s katerimi se v bistvu moramo soočati, ne? In si nastaviti na koncu tudi ogledalo, da se potem lahko zadeve tudi rešujejo naprej. Tako je. Je kaj takega, kar bi imeli še recimo za naše poslušalke in poslušalce, kakšne nasvete? Kdo sem jaz, da bom dajal nasvete. Jaz mislim, da ljudje vedo, kako želijo živeti svoja življenja. Jaz sem najbolj vesel, da imamo v Sloveniji demokracijo, da lahko vsak pove, kar želi, tudi ne nazadnje vsakega užali, čeprav bi si želel, da bi bilo tega bistveno manj. In želim vašim gledalkam in gledalcem oziroma poslušalkam in poslušalcem lepe počitnice, mirne počitnice in da si bodo nabrali predvsem moči za jesenske izzive, ki bodo vsekakor. Šolarji bodo spet začeli šolo, drugi bodo začeli spet svoje službe, politika bo začela spet, samo čakam, da spet začnejo napovedovati vročo politično jesen, ker to je stalnica že odkar spremljam politiko, to je pa že od 10. leta starosti. Tako da, želim predvsem mirne počitnice, čim manj težav vsakemu, predvsem pa ne se kregati zaradi politike med seboj. Se mi zdi pa še najbolj pomembno. Ja. Kaj bi pa zase še vseeno rekli, recimo, ko čez 5-10 let?
A se vidite še vedno v teh političnih vodah? Sej, kje se jaz vidim, ni toliko pomembno. To bodo ljudje povedali, kje me vidijo. Ne. To je od mene zelo malo odvisno. Ne. To si vedno v politiki, si vedno na tnalu. Hec je to, da sem po naravi precej ziheraški tip človeka, pa nisem imel nikoli službe, ki bi bila ziheraška. Vedno sem se nekako dobro, razen 5 let na RTV, ko sem imel službo za nedoločen čas, drugače sem pa potem vedno na mandate vezan na nove volitve in tako naprej, tako da težko rečem, kje se jaz vidim, ker ne bom o tem odločal. O tem bodo odločali, če bom seveda še kam kandidiral, bodo odločale volivke in volivci in ni na meni. Predvsem pa je težko, danes je tak čas, da človek ne ve niti čez en mesec, ki je bo, kaj šele za 10 let. Ja, tako je, res je. So razni vplivi iz okolja, takšni in drugačni, ki vplivajo na vsakodnevne odločitve in iz danes na jutri se ne ve, kako in kaj bo. Posebej tudi tale umetna inteligenca z nami že počasi počne marsikaj več, kot smo si sploh pripravljeni verjetno priznati. Ja, to so kar izzivi, svetovni izzivi in seveda tudi pri nas, kajti umetna inteligenca je seveda spet tako kot vse, lahko dobra zadeva, lahko je pa zlorabljena in če je zlorabljena, potem imamo težave in zagotovo bo treba in vedno bo korak pred nami in vedno bodo, tako kot so lumpi, vedno korak pred policijo, ne, bo treba imeti to v vidu, da bo treba zadeve tudi regulirati. Ne. Vedno, ko se pojavi nekaj novega, je na začetku neregulirano, je neka džungla, kjer ne veš, kje dejansko si, kjer ni pravil. In umetna inteligenca in pa digitalizacija kot taka, to zagotovo je prihodnost, temu se ne moremo izogniti in je prinesla tudi mnogo pozitivnih stvari, ne. Ampak vedno so pa tudi nevarnosti, kot pri vsaki stvari, se veste, kot zdravilo, ne. Neko stvar zdravi, ima pa stranski učinek na nekaj drugega. Ne. Tako. Če je dobro za srce, ni nujno, da dobro za ledvica in obratno. Ne. In seveda tudi v normalnih količinah, tudi zlorabe so. Tako je. Tako. Bi še imeli karkoli za dodati? Mislim, da sva kar veliko in preveč povedala, da je marsikdo že preklopil, ker je rekel, zdaj pa je prevroče, se mi ne da tega šarca več poslušati. Tako da jaz se vam zahvaljujem za povabilo in kot sem rekel, želim vsem vse dobro. Najlepša hvala vam, da ste se udeležili. Bilo je izjemno, hvala lepa. Drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, najlepša hvala. Bodite dobro, bodite vedoželjni in informirani. Do naslednjič.